Na špici na novega leta dan tradicionalni skok v Savinjo. Celjski godalni orkester dvakrat napolnil dvorano Narodnega doma. Na celjski mestni tržnici tudi med prazniki najbolj živahno ob sobotah. V Rogaški Slatini zadovoljni s prvo polovico letošnje sezone. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Kajak Kanu klub Nivo Celje bo na novega leta dan že 11. leto zapored organiziral skok v Savinjo. V 11 letih je na celjski špici na prvi dan novega leta zaplavalo že več kot 500 plavalcev. Lani se je skoka v Savinjo udeležilo 80 plavalcev, podobno številko organizatorji pričakujejo tudi letos. Takole so na začetku še letošnjega leta najbolj pogumni na prvi dan zaplavali v Savinji. Če ste zamudili ta dogodek, ga lahko podoživite prvi dan leta 2020. In kako so organizatorji prišli na idejo za novoletni skok v Savinjo? Letos je 11. Začeli smo pravzaprav čisto po prvi povedan, sem jaz skočil v vodo, pa par mojih prijateljev potapljačev. Vem, da smo razbili led v Savinji in sem jaz odplaval tam nekaj metrov. Potem smo se pa srečala z Dušanom, ko smo bila sodelavca, in je rekel, čuj, dajmo mi to narediti organizirano na špici. To je pa ravno, ko se je špica naredila, tako da je lokacija na vsak način je bila primerna in potem se je začelo. V vseh teh letih je novo leto skokom v ledeno Savinjo začelo že ogromno pogumnežev. 1.1. je napovedano lepo vreme, sicer bolj hladno, ampak ob 2, ko bojo najbolj hrabri šli v Savinjo, bo verjetno plus 5-6 stopinj, pa sonček, tako da bo zelo, zelo lep dan, bo zelo prijetno. Savinja je tradicionalno, bo imela 2, 3, 4 stopinje, odvisno zdaj točno, ne vem koliko bo. Tako da ne morem verjeti, da to je zdaj že 11. skok in v 10 skokih je skočil v Savinjo približno 500 ljudi. Na začetku seveda smo začeli skromno, 5-6, pa pol 20, pa 30, pa 55, pa lani skoraj 80. Tako da nobenemu do zdaj nič ni bilo. Niti kako srce ali kakšne poškodbe. Vedno je bila sreča dokaj nizka Savinja, ker če bi to bilo en teden nazaj, je bila velika Savinja. Tle, ki mi zdaj stojimo, je tekla. Tako da tudi po zimi je zdaj večkrat tako, da je Savinja kar velika, včasih je padel sneg, zdaj pa zim ni več. Tako da imamo srečo z vremenom in z vodostajem in trdno sem prepričan, da bo letos super in upam, da bo rekord, da bo največ ljudi do zdaj zbrali ta pogum in tudi na bregu se bomo mi kaj kaši pripravili, da bomo odparirali tisto uro, 2, ko bo gužva in po gostinski ponudbi organizaciji. In kakšen je občutek, ko zaplavamo na novega leta dan? Jaz sicer že nekaj let ne skačem v vodo. Moram reči, pa prej sem seveda vedno plaval in občutek je, ko prideš ven, si tako kocka, ampak je fenomenalne. Ko da bi se ne osvežil, ampak preporodil in tako nekako. Tako da neko zadovoljstvo, ki ga lahko občutiš samo, če greš v vodo. Tu se plava 25 metrov, voda je tu od 1, 2, 3, 4, 5 stopinj, smo imeli pa že nekaj let nazaj je bilo blizu 0 in so tule plavale ledene ploskve. Tako da, ja, jaz mislim, da vsak, ki to naredi, se tudi vrača. 1. januarja se torej dobimo na špici. Potek prijave je sila preprost. Zberemo se od 12. ure naprej. Od 12. do pol 2 so prijave v klubski sobi. Jože Tanko ima to vestno, to evidenco on beleži. Potem je skupinsko ogrevanje. Potem pa ob 2 ali pa kako minuto čez začnemo. Eden po eden se predstavi, pove, kdo je, odkot je, gre v vodo, preplava teh 30 metrov, v ledeni Savinji seveda. Upam, da bo 1000 glava množica to spodbujala, da jim bo vsaj toplo pri srcu, če jim že ne bo drugače. Ampak se pravi, do zdaj dobenih problemov ni bilo in potem vsi
dobijo vroč čaj, kuhano vino, še kaj druga, en dober golaž bomo skuhali, priznanje, vsako leto damo plakete in v Celju ni nobene štartnine, me sprašujejo, koliko to stane, nič ne stane, vi sam zberite pogum, pridite na špico, vse je gratis, mi to organiziramo in vedno bo gratis na špici. Eden izmed vrhuncev pestrega koncertnega dogajanja v prazničnem decembru je v Celju vsakoletni novoletni koncert Celjskega godalnega orkestra. Tudi letos je bilo zanimanje za ogled koncerta izjemno, zato so ga izvedli kar dvakrat. Novoletni koncert Celjskega godalnega orkestra je v decembru eden izmed najbolj prominentnih in odmevnih prazničnih koncertov v Celju in tudi eden od njegovih vrhuncev, ki že polnih 36 let napolni slavnostno okrašeno dvorano Celjskega narodnega doma. Je pa ta koncert tudi eden od prepoznavnih simbolov Celje in njegovega kulturno-umetniškega ustvarjanja in ga koncertanti vedno izvedejo na praznični 26. december, vsled velikega zanimanja na popoldanskem in večernem koncertu. Slednji pa sodi v sklop njihovega letnega koncertnega abonmaja. Ni potrebno posebej poudariti, da je občinstvo tudi tokrat oba koncerta v celoti napolnilo. Tudi tokrat je bil Celjski godalni orkester obogaten s pihali, trobili in tolkali, tako da je bil v že kar mali simfonični zasedbi. Pod taktirko svojega maestra Nenada Firšta, ki orkester vodi že 31 let, so koncertni program skrbno izbrali skladbami, primernimi za praznični decembrski čas. O doživetih z odra in o letošnjem programu smo se pogovarjali tako z dirigentom, profesorjem Nenadom Firštom, kot tudi s koncertnim mojstrom, dr. Markom Zupanom. Letos je tako praznično lepo, kot se imamo v tem delu leta. Sicer, kar se tiče sporeda, smo letos ubrali nekako program oper in drugih odrskih del, kjer so skladatelji in seveda libretisti opisovali usode žensk, zato so vsi naslovi ženskega spola, vse so neke junakinje in vsi sporedi nekako, oziroma te odlomki iz teh oper in operet, pač opisujejo večinoma ljubezenske zgodbe. Te so pa včasih srečne, večinoma pa, kot se to spodobi za romantično opero, nesrečne. Ampak to je samo zunanji okvir, sicer pa gre za komunikativno, znano, praznično glasbo, ki je seveda temu času primerna. Naš novoletni koncert je seveda le drugi v seriji 5 abonmajskih, se pravi, nismo še niti na polovici sezone, ampak imamo se seveda lepo, mislim, da smo v dobri kondiciji in upam, da bo šlo po planu tako naprej. Letošnji novoletni koncert je v znamenju ljubezni in žensk, ter vsot okoli ljubezni in žensk. Vsa glasba je pretežno iz oper, operet ali pa baleta v primeru Čajkovskega. Seveda so te štime namenjene temu času novega leta, da z glasbo in z občutjem preko nje zaželimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2020, ki je že pred vrati. Oba koncerta, tako popoldanski in večerni, sta tudi tokrat napolnila dvorani Celjskega narodnega doma. Bolj, ko se je koncert bližal svojemu zaključku, bolj se je seveda stopnjevalo tudi vzdušje, tako da je po uradnem programu na aplavz občinstva orkester dodal še kar 4 dodatke, med katerimi je v Korzakovem Čmrlovem letu blestel solist Matej Zupan na flavti. Manjkati pa seveda tudi ni smela nesmrtna Štravsova glasba z zaključnim Radetskim maršem. Več o dogodku pa v naši oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Na celjski mestni tržnici je živahno tudi v teh prazničnih dneh. Ponudba je največja ob sobotah, ko tržnico obišče tudi največ kupcev. Sicer pa so v drugi polovici letošnjega leta na tržnico pripeljali tudi nekaj novih ponudnikov. Ponudba na mestni tržnici je vedno sezonska.
Nekatere stvari, kot so tekstil, skuta in mesni izdelki, pa tam najdete skozi celo leto. Tržnice naše ni brez slanih bučnic, kisle repe, kislega zelja, seveda domačih kranjskih klobas, salam, šunke in podobnega. Ne manjka potic, rogljičkov, na začetku meseca so bili aktualni parklji, smrekice in praktično vse, kar potrebujejo, slovensko, domače pridelano, praktično vse, kar se kupuje na naši mestni tržnici, bi lahko se deklariralo kot ekološko in biološko. V Simbiju, ki upravlja s tržnico, se vse skozi trudijo obogatiti ponudbo in s tem na tržnico privabiti več obiskovalcev. Lahko izpostavim, da smo uspeli pridobiti odličnega ponudnika tajske hrane, sicer Wok, ki deluje nekje z začetkom poletja. Pri nas je bil lepo sprejet in tudi pokazala se je njegova kvaliteta, kajti najemnica je Tajka in je iz svoje rodne domovine prinesla originalne recepte svojih prednikov. Potem bi izpostavil tudi zamenjavo najemnikov v kavarni, in sicer sedaj imamo Uhatovo kavarnico, ki poleg klasične kavarniške ponudbe ponuja tudi kruh in pa izdelke od kifeljčkov iz svoje domače krušne peči in pa neke čaje in tako naprej, tako da so dodobra obogatili našo ponudbo na mestni tržnici. Največji vrvež je na celjski mestni tržnici ob sobotah dopoldan. Sobote so tisti dan, ko se vsaj jaz osebno z veseljem vstanem in vem, da bom videl množico zadovoljnih obrazov, tako na eni strani, se pravi na strani ponudnikov, branjevcev, branjevk, in pa tako na strani kupcev, ki že imajo v mislih tisto sobotno in pa nedeljsko kosilo, ki si ga bojo pripravili sami, in to je tisto, kar te navdušuje in ti daje elan za delo naprej. Na mestni tržnici obljubljajo, da bodo za bogatitev ponudbe poskrbeli tudi v prihodnjih mesecih. Naše želje so privabiti čim več ponudnikov nekako gotove, pripravljene hrane ali hitre hrane v narekovajih, ampak ne v tistem smislu, da bi bila hitra hrana kot slaba. Se pravi, iščemo takšne ljudi, ki bi lahko pripravljali neko našo domačo hrano slovenskega porekla in s tem nekako pripomogli k bogatitvi prepoznavnosti naše tržnice, da bi tu lahko se dobila res prava in pa tudi že poleg surove tudi pripravljena hrana. Tržnica bo v letošnjem letu odprta tudi na zadnji dan v letu, 1. in 2. januarja pa bo zaprta. V košarkarskem klubu Rogaška prvo polovico letošnje sezone ocenjujejo kot uspešno. V drugi ABA ligi so trenutno na 4. mestu, v državnem prvenstvu pa so 6 zmagami in 4 porazi trenutno na mestu, ki v drugem delu sezone vodi v ligo za prvaka. V Rogaški Slatini so pred sezono dodobra prevetrili igralsko zasedbo in kot kažejo dosedanji rezultati, so imeli pri izboru novih košarkarjev srečno roko. Dosedanji izidi v državnem prvenstvu so v mejah pričakovanih, v drugi ABA ligi pa so Slatinčani doslej zagotovo presegli pričakovanja. Zadeva je taka, da mi smo sezono začeli praktično z novo ekipo, nekaj časa smo rabili, da se uigramo. Začeli smo dobro igrati, zdaj v zadnjem delu so nas neke manjše poškodbe začele loviti, recimo poškodovanje Miličević, poškodovanje Ferme, in to se je na današnji tekmi videlo. Sicer smo pa z delom v tem delu sezone maksimalno zadovoljni, v ABA ligi smo na 3. mestu, v državnem prvenstvu smo na teh mestih, ki vodijo v ligo za prvaka, tako da smo zelo zadovoljni s tem delom sezone. Mi smo vsekakor zadovoljni z obema ligama. Slovenske lige držimo pač pod kontrolo to, kar moramo narediti pred prvih 5. Daleč tega, da smo že naredili, ampak kaže, da nam bo uspelo tako kot vedno. Medtem ko v ABA ligi 2 presegamo pričakovanja, če ne bi neumno, nesrečno, kakorkoli izgubili tekmo v Splitu, bi imeli kar 7 zaporednih zmag, tako jih imamo od zadnjih 7-6. Rogaška bo v drugem delu sezone skušala zadržati visoko mesto v drugi ABA ligi, v državnem prvenstvu, pa v ligi za prvaka in pokalu Špar
pomešati štrene favoritom. Naprej pač želimo držati to kontinuiteto. Kmalu v januarju se bo začelo tekmovanje pokala Špar. Tudi tam bomo videli, kako bo žrebom, ampak načeloma razmišljamo tudi o tem, da bi se po dolgem času znova uvrstili na zaključni turnir. V ABA ligi želimo zadržati te visoke pozicije in pa v domačem prvenstvu si zagotoviti miren prehod v Ligo za prvaka. Kristjan Novak je kot predsednik Združenja slovenskih prvoligašev dosedanji del državnega prvenstva ocenil kot pričakovan. Tudi njega pa skrbi predvsem aktualno dogajanje v Kopru. Kot je bilo pričakovano, je liga nekako razdeljena v 7 ekip, ki se borijo v Ligo za prvaka in pa 2, ki dejansko tja ne moreta. Žal je se s Primorsko dogaja to, kar se dogaja. Meni kot predsedniku združenja je izjemno žal, da ta zgodba ni doživela tistega zenita, kot bi si ga želeli verjetno tudi oni sami. Upam pa, da bodo stvari vsaj toliko konsolidirali in sezono odigrali do konca. Rogaška bo v prvi tekmi v novem koledarskem letu že v četrtek 2. januarja v drugi ABA ligi gostila MZT iz Skopja. Po noči bo deloma jasno, zjutraj bo prehodno nekaj več oblačnosti, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3 stopinje, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 stopinj. V sredo in četrtek bo jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Ponedeljkovi dogodki dneva so za nami. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.